Gremo malo pogledati, a imamo kaj zaljubljenih parov nocoj tukaj? Dajmo malo pogledati. Imamo kaj zaljubljenih parov? Imamo kaj zaljubljenih parov. Kaj vidiš, sta zaljubljena? A sta? A imaš ti kakšnega tam? Tamle gor, čakaj, ima mene. Ja, kje ste, vi ste, kdo ste? Tule ste se prej neki objemala. Živa. Vi sta? Nasr. Pa? Klara. In kako dolgo ste že zaljubljene, kako dolgo se že takole objemate in poljubite? Dajte se malo objeti pa poljubiti, no. Dajmo na aplavz, no, dajmo. Ne. Kaj pa če jaz pokažem, kako se ne, tudi ne. Tudi ne. Zdaj je preskočila Iskrica. Kakšen mesec pol nazaj. A ja, posta še bolj fišna, no pa kar pustimo, da ne bo kaj narobe. Slučajno, joj, mama me vidi na televiziji, sploh ne ve, da imam fanta punco. Jaz mislim, da tle ni toliko mama me vidi na televiziji, bolj fotor me vidi na televiziji. Vida, sta tudi zaljubljena, kako? Ja. Dajmo kar malo vprašati. Ste se tudi hitro javila, pa... Ja. Ne vem. Ljubezen je pač nekaj lepega in ker moraš, mislim, mi ni čisto časga, da ne bi delil, ne, tako da je lepo, da delim. Koliko časa ste pa že v akciji zaljubljena? Se spomnite prve noči, kdaj je Iskica preskočila? A se ve se? Kdaj pa je bilo? Opa, na Ptuljski noči, se pravi kaj? Po prevoz pa sem ga mogla pelati. A se Ne, re... nisem ne mogla, ampak prostovoljno. Ste ga z veseljem pelali. Je živo, jaz sem Peter, vi ste? Boris. Boris, vi? Špela. Špela, Boris in Špela, ja, že imata kaj tudi na razčaj, zdaj smo videli tukaj. Tudi mama. Tudi že imata? Tudi mama. Koliko? Čerko. Koliko otrok? Čerko? Ja. Čerka. Eno? Aha. Ono pa še odprej, pa še par fantka pa punčka. A res? Ja. Se pravi, imate radi otroke, ja? Ja. So vaše največje veselje, Tako. super. Jih boste imeli tudi toliko še kot podlesniki? Ne, to pa ne. Je vam mogoče preveč. Imate še kako drugo ljubezen, mogoče vi, poleg otrok? Mislim pa poleg, ne mislim poleg dekleta, bolj sem mislil kak hobi, muzika, te stvari, se kaj ukvarjate s čim? Včasih sem se, ja. Kaj pa? Muzika, malo. Kaj pa ste igral? Frajtonrca. Frajtonrco, včasih, a res? Zakaj pa ne več zdaj? Finančno ni šlo skozi, pa sem predal. Ta denar ste potem uporabili za kaj? Za družino. Za družino, ja, seveda za družino. Ste še kaj druga prodali, sam frajtonrco? Avto sva prodala, pol tudi Avto? Kosilnico. Sicer traktorsko kosilnico, ne navadno. Je tudi bila vredna. Ja, je bilo Ja, tudi kar se pravi, nekaj ni lahko za mlade družine, a ne? Ne, se pravim, če ne bi bilo njegovih staršev, da ne bi pomagali tudi naših, recimo, ne, tako da verjetno ne bi sfolgala. Ne bi sfolgala, ja. Se pravi, mlada Veliko se družina. žrtvuje, tako da res vsakemu čast. Bravo, super, evo ena zahvala uradno po televiziji. Koliko ste pa stari, zdaj dajmo en aplavz, bravo, evo. Zdaj dam se ne sprašuje, koliko so stare, koliko ste pa vi stari? 37. 37 let. 37? Danes ima rojsten dan, Kaj? to ne bi rad priznal, ampak Kaj? rojsten dan ima. Prav dan, vi imate danes nocoj, zdajle, imate rojsten dan. Vi imate rojsten dan. Ja, dragi moj, potem je pa tale torta za vas, kar pejte z mano. Lejte torto. Ja. Ste malo presenečena, ne? Ne malo, fejst. Že prej ste povedali, da ste prodali avto, prodali ste kosilnico in prodali ste tudi frajtonrco. Kaj pa je bila tista največja žrtev za vas, ko ste mogli te stvari prodajati? Kaj je bila žrtev? Mislim, kira od teh stvari vam je Avto, najbolj bila mogoče, pri srcu? Najbolj pri srcu, ker je bila Frajtonrca. Frajtonrca, ja. Frajtonrca. Kdo bi si mislil, ne? Ja. Zanimivo, Boris, zanimivo, ker nas je Špela poklicala Ja. in mi to vse nekako vemo. Ja. Jaz pa ne. Vemo, da radi zrete skozi okno in igrate harmoniko, da ste radi zrli skozi okno in igrali harmoniko, da ste tudi radi se slikali s to harmoniko. Skratka, ona je nam nekako povedala, da hrepenite po tej harmoniki, ki ste jo morali prodati. Ja, in prav ona je tudi rekla, da zelo, zelo pogreša ta žar v očeh, ki ste ga imeli, ko ste to harmoniko igrali. Tako? Ja. Tako da, jaz mislim, da si treba zaželeti eno rojstnodnevno željo, Tako. če lahko kar upihnete. Tole svečke. Ne Ne povedati na glas. 3, 4, zdaj. Ja. Dim je zajel naš studio. Špela pa kot še enkrat je dejala, da res pogreša ta vaš žar v očeh in pogreša to glasbo, ki je včasih polnila vaš dom. In dragi Boris, za vaš rojstni dan je tukajle vaša nova frajtonrca!
Nemogoče. Nemogoče, je Dajte si jo kar mogoče. narediti, da vidite, da jo sprobate. Kar dajte jo gor. Čakaj, Pa pa bo šlo. Tale. Ste jo tekle obrneno igrali, a ste v krog obrneno igrali? Ne, je prav. Tak je prav. Tak je prav. No, dej, a smo za to, da slišimo en komad od Borisa? Kar ste malo samo naprej. Ja. Kak je občutek spet Frajtonercev držati na sebi, imeti na sebi? Lepe, lepe. Je lepo, sem da ne boste te tudi prodali, to zdaj jo morate imeti. No, Znate, ampak kak mene zanima, komad za igrati? a vam je sploh všeč? Ali bo- Ja, lepe, lepe. Lepo je. Ja, zelo sproščeno. Kjer komad bomo zaigrali, dej da vidimo, kaj znamo. Mogoče probati, da vidim. Dajmo. Da vidimo. Ker zdaj že Kaj dve znate? leta nisem tam. 2 leta niste igrali, pa dejte, da slišimo. Kaj na Roblek sem slišal, da ste znali zelo dobro zaigrati? Ne Roblaka, pa ne. Ne, koga pa? Dolini tih pa. Dolini tih, dajmo, da bo tudi publika zdravo zapela. Gremo! Tihi je vasica mala, v večernem mraku se že mirno spava. Le eno še odprto je, Odprto je. na njem slonelo žalostno dekle. Bravo! Boris Železnik je prejel svojo novo Frajtonerco. Kakšni so občutki? Lepe, lepe. Le, je, Špela se je vrnil ta žar v oči, a je to to? Pridite sem, Špila, pridite sem. Pridite sem, ja, Špela bo prišla, jasno, tudi vsi ostali boste počasi Tako. vabljeni na žur. Kako je sam Špela, povejte, ste zadovoljni, ste srečni? Super, hvala Kako ste tudi ga? ekipi, tako da res. Ampak gled ta nasmeh, gled to blažen nasmeh, harmonko imam, tako. Tako. To je bil, gospod in gospodje, Boris Železnik, ki danes praznuje rojstni dan in uresničitev njegove želje mu je omogočil Aquafresh.